Danes se potapljamo v eno res fascinantno ustavno uganko iz Slovenije, ki jo izpostavlja vir, ki ga analiziramo. To je zgodba o tem, kako je na videz preprosta, morda celo suhoparna administrativna sprememba sprožila resna vprašanja o samih temeljih pravne države. Predstavljajte si, institucija, ki deluje 80 let. 80! In potem, praktično čez noč, je v svoji dosedanji obliki ni več. Naš vir trdi, da tole ni samo neka preprosta posodobitev sistema. Ne, zgodba je globša in, odkrito rečeno, precej bolj zapletena. Kaj se torej pravzaprav zgodilo? No, na papirju čisto preprosta stvar. Funkcijo objavljanja zakonov so samo prestavili. Z javnega podjetja naravnost na eno od vladnih služb. Sliši se logično, morda celo bolj učinkovito, kaj ne? No, izkazalo se je, da je ta poteza odprla pravo Pandorino skrinjico ustavnih vprašanj. Ampak, da bi res razumeli, zakaj je to tako pomembno, moramo stopiti korak nazaj. Najprej si poglejmo temeljna pravila igre. Brez tega nam bo celotna poanta, ki jo izpostavlja vir, ušla. Vse se začne pri tej, na videz preprosti, a v resnici ključni ideji. Pravna država. Kaj to sploh pomeni? V bistvu to, da nihče, ampak res nihče, niti vlada, ni nad zakonom. In da bi to delovalo, morajo biti pravila jasna, javna in stabilna. To je temeljni kamen vsake demokracije. In tukaj se zares začne zapletati. Poglejmo 154. člen Slovenske ustave. Ta zelo jasno pravi: predpis začne veljati šele, ko je objavljen. In to ne kjerkoli, ampak v državnem uradnem listu. To ni samo neka formalnost, to je dobesedno stikalo, ki zakon prižge. Brez te objave je zakon samo kos papirja. Pika. Potem pa imamo še eno pomembno načelo. Hierarhija. Predstavljajte si celoten pravni sistem kot piramido. Vsaka plast se mora popolnoma prilegati tisti nad njo. Ne more kar štrleti ven ali biti v nasprotju z njo. In ta piramida, o kateri govori 153. člen ustave, je videti takole. Čisto na vrhu seveda je ustava. To je šef. Pod njo so zakoni, ki jih sprejema parlament, in čisto na dnu so potem podzakonski predpisi. In pravilo je absolutno in preprosto. Nič, kar je spodaj, ne sme nikoli, ampak res nikoli, nasprotovati tistemu, kar je zgoraj. Vredo, temelje imamo. In zdaj v to urejeno piramido vstopi nov igralec, zakon z imenom ZOUL, ki je začel veljati 1. marca 2026. In prav ta zakon celotno piramido postavi na glavo. In tukaj je jedro celega paradoksa. Na eni strani imamo ustavo, vrhovni akt, ki pravi, da mora biti vse objavljeno v državnem uradnem listu, inštitucije. In potem na drugi strani pride navaden zakon, ZOUL, torej akt nižje ravni, in reče: mimogrede, od danes naprej je ta državni uradni list, o katerem govori ustava, kar tale vladna spletna stran. Čakate, kaj? To nas pripelje do absolutno ključnega vprašanja, ki ga postavlja tudi naš vir, ali lahko navaden zakon postane močnejši od ustave, ki bi moral biti podrejen. Ali lahko, torej podrejeni, začne ukazovati šefu. Po vseh pravilih piramide bi moral biti odgovor odločen ne. In pozor, avtor eseja opozarja, da to ni zgolj neka teoretična pravniška debata za zaprtimi vrati. Sploh ne. Ta premik naj bi imel zelo resnične, otipljive posledice. Poglejmo si, kakšne. Kako je bilo prej? Uradni list je bil javno podjetje. To pomeni, da je šlo za institucijo, ki je delovala v javnem interesu in je bila pod javnim nadzorom. Imela je določeno mero samostojnosti. In danes to funkcijo objavljanja opravlja služba, ki je del vlade, neposredno podrejena izvršilni veji oblasti. Naš vir to vidi kot premik od neodvisne inštitucije k organu pod direktnim političnim vplivom. Vir zato sistematično našteva glavne pomisleke. Prvič, centralizacija moči. Vlada, torej ista veja oblasti, ki predlaga zakone, zdaj tudi nadzoruje končni korak, ki jim da veljavo. Drugič, privatizacija zgodovine. Celoten arhiv 80 let pravne zgodovine je zdaj v rokah zasebne družbe. Tretjič, seveda, izguba neodvisnosti. In končno, vprašanje, ki je morda najbolj pereče, erozija zaupanja. Kdo jamči, da se digitalni zapis zakona na neki spletni strani ne bo jutri, čez 1 leto, čez 10 let preprosto spremenil ali izginil? Avtor gre še korak dlje. Trdi, da gre za kršitev neke vrste družbene pogodbe, tistega tihega dogovora med državljani in državo, kjer država v zameno za lojalnost zagotavlja red in pravno varnost. Tukaj pa naj bi država enostransko spremenila pravila igre. Za ta proces avtor uporabi eno zelo močno besedo
Razdržavljenje. To je proces, v katerem država sama razgrajuje svoje temeljne javne funkcije in jih spreminja v, po mnenju avtorja, administrativne postopke, ki so izven pravega demokratičnega nadzora. Vse skupaj je pospremilo tudi precej simbolično poslovilno pismo direktorja nekdanjega uradnega lista. Njegovo sporočilo je bilo polno upanja. Ko se zgodba zaključi, zapuščina ostane. Lepa misel. Toda avtor eseja, ki ga obravnavamo, postavlja pod vprašaj prav to. Vprašanje, ki ga postavlja vir, je ostro in se zareže v bistvo. Kaj se zgodi z zapuščino, ko institucija, ki jo je varovala 80 let, praktično izgine? Ali lahko zapuščina res ostane nedotaknjena, če je njen varuh razpuščen, arhiv pa v zasebnih rokah? In s tem pridemo do končne, provokativne misli, ki jo pušča naš vir. Če lahko eden od igralcev, v tem primeru kot trdi avtor, izvršilna veja oblasti, kar sredi igre samovoljno spremeni temeljna pravila, ki so zapisana v ustavi, no, potem se moramo vprašati, kakšna igra nam sploh še ostane. To je vprašanje, ki sega v samo srce razumevanja prava, države in oblasti. Ok, razčlenimo tole. Na prvi pogled se zdi, da imamo danes na mizi eno tistih najbolj... Suhoparnih tem? Ja, točno. Suhoparnih, strogo birokratskih tem, kar si jih je mogoče zamisliti. Govorili bomo namreč o tem, kje in kako točno se objavljajo državni predpisi. Zveni kot nekaj, kar bi pritegnilo zgolj ozek krug pravnikov. Ampak ko se začne praskati pod površje te na videz nedolžne administrativne rošade... Se odpre popolnoma nov svet. Absolutno. Današnja poglobljena analiza nas bo popeljala naravnost v osrčje nečesar, kar bi se lahko izkazalo za dramatičen ustavni pretres. In pred le nekaj dnevi, natančneje 1. marca, se je povsem tiho zaključila neka dolga doba. Po 80 letih. Ja, po 80 letih neprekinjenega delovanja je tradicionalni uradni list Republike Slovenije v obliki, kot smo ga poznali doslej, nehal obstajati. Naša osnova za današnjo analizo pa je en sam, izjemno oster pravni esej. Naslov je zelo zgovoren, in sicer Ko država razdržavi sebe. Spisal ga je magister Mihael Belis. Dokument zares ne varčuje z besedami. Trdi celo, da gre pri tej spremembi za destrukcijo same pravne države. Cilj te analize je izključno nepristransko preučiti, kaj natančno ta esej sploh trdi, ter raziskati argumente, ki jih ponuja. Besedilo je polno bogate metaforike in ostrih obtožb, zato bo naša vloga predvsem ta, da izluščimo tisto argumentacijsko jedro. Tako je. Ostajamo izključno pri dejstvih in analizi argumentov. In glavna misija naše današnje razprave izhaja prav iz enega zelo specifičnega fokusa. Osrednje vprašanje, ki lebdi nad celotnim tekstom, je sledeče. Ali je z uveljavitvijo tega novega zakona, imenovanega ZOUL, naša država dejansko postala nekakšno podjetje? Podjetje država DOO? Točno tako, država DOO. Ali država z ukinitvijo uradnega lista želi povedati, da smo zdaj mi vsi nekako kar zaposleni v njeni firmi? In da bo od 1. marca dalje obveljalo samo tisto, kar bo pač rekel direktor te firme? Ja, očitno je ta direktor firme pozabil, da nimamo vsi pogodbe z njegovim podjetjem država DOO, da imamo nekateri svoja pravila. Ko to podjetje stopi v naš prostor, se mora obnašati tako, kot določajo pravila naše hiše. Zelo dobro povedano. In po tej logiki so zakoni, torej ZOUL, v bistvu samo splošni pogoji podjetja država DOO, ki pa so brez prave pravne moči. Avtor uporabi znano pravilo no contract, no case. Brez pogodbe ni obveze. Tako je. Ta pogodba pa ne sme biti prisilna. Ali prevarantska? Enostranska. Kot to po mnenju vira poskuša narediti ta novi zakon, ki se obnaša kot uradni list, čeprav to ni. Avtor pravi celo, da gre za muho enodnevnico, ki se bo sesula sama vase, in da je praktično že sesuta od 1. marca dalje. Ampak dajva za trenutek stopiti korak nazaj. Da bi to razumeli, začnimo pri tistih najbolj osnovnih dejstvih. Zakon o objavljanju v uradnem listu RS, torej ZOUL, je s 1. marcem prenesel izdajanje predpisov iz javnega podjetja neposredno na vladno službo. Objave so zdaj izključno v elektronski obliki na portalu PSRS. Pravni informacijski sistem Republike Slovenije. Ja, ampak čakaj malo. Če pogledamo na to čisto z vidika modernega človeka v letu 2026. Ali ni digitalizacija nekaj povsem pričakovanega? Vse se seli na splet,
Zakaj bi v tem prehodu na nek brezplačen spletni portal sploh videli grožnjo pravni državi in ne zgolj logičnega tehnološkega napredka? To je tisti prvi in najbolj logičen pomislek. Digitalizacija prinaša dostopnost, vendar tisto, kar izpostavlja esej, ni kritika tehnologije, je kritika postopka in pravnega temelja, na katerem ta digitalizacija stoji. Fascinantno pri tem je, kako natančno se tekst loti seciranja določb slovenske ustave. Srčika problema se skriva v konfliktu med tem novim zakonom in dvema absolutno ključnima členoma ustave. To sta 155 in 153 člen. Točno. Ustava zelo eksplicitno zapoveduje državni uradni list. In to ni zgolj neka tehnična formalnost. V pravu je objava v uradnem listu materialno-pravni pogoj veljavnosti. Če se tu za trenutek ustaviva, da to poenostaviva. Čeprav razumem koncept materialno-pravnega pogoja, je to v bistvu tako, kot če bi igrali neko zapleteno družbeno igro. Pravilo za mizo ne velja in ga ni mogoče uveljavljati, dokler ni črno na belem napisano v uradnih navodilih. Če si nekdo od igralcev pravilo preprosto izmisli ali ga drži zapisanega samo na listku v svojem žepu, to pravilo za potek igre formalno sploh ne obstaja, kaj ne? Odlična primerjava. Predpis, ki ni ustrezno objavljen v točno tistem mediju, ki ga določa najvišji akt države, formalno ne obstaja. Ne more ustvarjati pravnih posledic. Tukaj pa nastopi težava z novim zakonom. V pravnem sistemu velja stroga vertikalna hierarhija aktov. Ustava je na vrhu. Zakoni morajo biti pod njo in usklajeni z njo. Ne morejo je samovoljno spreminjati? Ne, absolutno ne. Vendar pa ZOUL v svojem 4. členu preprosto redefinira to ustavno kategorijo državnega uradnega lista. Zakon določi, da je od sedaj naprej ta kategorija kar spletišče PIS-RS pod okriljem vladne službe. Argumentacija v eseju opozarja, da se je zakonodajalec materialno postavil nad ustavo. Zamenjal je ustavno institucijo z zakonsko. In tu moramo nujno izpostaviti tisti detajl izvira, ki se bere kot zaplet iz kakšnega pravnega trilerja. Vlada je namreč februarja 2025, torej več kot leto dni pred to spremembo, dejansko ugotovila, da potrebuje spremembo ustave. V državni zbor so uradno predlagali spremembo tega istega 154. člena. Predlagali so besedilo, ki bi točno to digitalno rošado omogočilo, saj bi črtali besedo državni. Ja, ampak ta ustavna sprememba še vedno ni bila sprejeta. Tako je, še vedno ni bila sprejeta. Politični postopek še vedno teče nekje v ozadju. Kljub temu pa je bil ZUL sprejet oktobra 2025 in se od 1. marca že uporablja v praksi. Tekst opozarja na zares neverjetno situacijo. Zakon se izvaja na podlagi neke anticipirane oziroma še ne obstoječe ustavne spremembe. To zveni dobesedno tako, kot bi pri gradnji stolpnice začeli na 12. nadstropju v zraku polagati streho in mirno računali na to, da bodo temelji zgrajeni nekje v prihodnosti. Ta slikovita primerjava s hišo brez temeljev zelo natančno ponazarja ustavno-pravno praznino. Argumentacija gre v smeri vprašanja, kako je sploh mogoče, da zakonodajalec vnaprej predvidi in uveljavi spremembo najvišjega akta. Če ta zakon dejansko ureja področje na način, ki ga ustava še ne dopušča, potem je zakon po strogi pravni logiki materialno protiustaven. In s tem se dotaknemo jedra tiste provokativne teze, ki sva jo omenila na začetku. Če temeljev ni, kaj natančno sploh gradimo? Tukaj pa postane zadeva resnično zanimiva in se vrnemo k fenomenu država d.o.o. Poglejmo 23. člen zakona ZOUL. Ta določa, da dosedanje javno podjetje s 1. marcem preprosto izgubi status javnega podjetja. Čez noč nadaljuje z delom kot čisto navadna gospodarska družba. Ja, institucija javnega prava se preobrazi v entiteto, ki posluže po zasebnem pravu, z jasnimi tržnimi cilji. Izguba tega statusa je v eseju interpretirana kot izrazito nevaren precedens privatizacije javnih funkcij. Avtor potegne tisto analogijo, da se država začenja obnašati kot podjetje. Posledično ugotavlja, da to odpira vprašanje legitimnosti pravil. Zakoni niso več odraz volje ljudstva, temveč vsiljeni splošni pogoji podjetja. Omenjaš to enostranskost.
Vsi dobro poznamo tisti trenutek, ko si na telefon naložimo aplikacijo in moramo obkljukati okence "strinjam se s pogoji poslovanja", ne da bi droben tisk sploh prebrali. Ja, seveda, brez kljukice ne gre. Točno. Esej trdi, da se država zdaj obnaša točno tako, ampak opozarja na tisto ključno stvar. Ljudstvo nima podpisane takšne pogodbe s podjetjem država DDO. In če ustavnega temelja ni, esej poudari to pravilo. No contract, no case. To je tisti temeljni koncept družbene pogodbe. Ljudstvo prenese del suverenosti na oblast, v zameno pa ta zagotavlja pravno varnost. Pogodba med ljudstvom in oblastjo pa ne sme biti prisilna ali enostransko vsiljena. Zoll poskuša narediti natanko to. Obnaša se, kot da je legitimna podlaga, čeprav nima ustavnega mandata. In zaradi tega Vir napoveduje hiter propad oziroma pravi, da je sistem že sesut. Ok. Imamo torej to globoko tezo o protiustavnosti in prekršeni javni pogodbi. Ampak premaknimo se zdaj v realnost vsakodnevne uporabe prava. Ljudje potrebujejo dostop do zakonov. Ta novi portal Pisars naj bi prinesel brezplačno digitalno dostopnost. Zakaj torej esej čuti takšen eksistencialni strah pred tem portalom? Pojmuje ga z izrazom črna škatla. Strah izhaja iz vprašanja arhitekture nadzora. Dosedanje javno podjetje je bilo podvrženo zelo širokemu javnemu in institucionalnemu nadzoru. Nadzoroval ga je parlament, računsko sodišče, zdaj pa imamo službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki upravlja portal Pisars. Ta služba je neposredno podrejena zgolj vladi. Torej, izključno izvršilni veji oblasti. Točno to. In zaradi tega manjka širšega nadzora je Pisars opisan kot črna škatla. Tekst glasno opozarja na tveganje politične okuženosti predpisov. Ker sistem nadzoruje tista politična opcija, ki ima v rokah vlado, se postavlja vprašanje stabilnosti. Kako preprečiti, da ne bi nekdo neopazno vplival na objave, če celoten sistem obvladuje tisti organ, ki hkrati predlaga te predpise? Temu pa moramo dodati še en vidik. Arhiv. Poglejmo to praktično. Imamo 80 let neprekinjene pravne zgodovine. In ta ogromni arhiv zdaj po novem zakonu ostaja na spletni strani bivšega javnega podjetja, ki pa, kot sva rekla, ni več javno. Zdaj je to zasebna gospodarska družba. Ja, in ta družba ima po novem zakonu samo 6 mesecev časa, da obvezno spremeni ime. Nikoli več ne sme uporabljati imena Uradni list Republike Slovenije. Esej tu izpostavi en res bizaren scenarij. Javni zakoni so postali digitalna domena neke povsem zasebne družbe. To je tako, kot bi ugotovili, da naš osebni družinski album ekskluzivno hrani neka naključna nepremičninska agencija. Ki gre lahko jutri v stečaj. Absolutno. Kaj, če se spremenijo kapitalski interesi njenih lastnikov in arhiv ugasnejo? Občutek je tak, kot bi narodu izbrisali garantiran dostop do njegove pravne zgodovine. Kaj se recimo zgodi, če preprosto zmanjka interneta ali pa se zgodi hekerski napad? Ta občutek negotovosti nas pripelje nazaj k 2. členu slovenske ustave. Ta definira Slovenijo kot pravno državo. Eno od absolutnih jeder pravne države je načelo pravne varnosti. Pravo mora biti jasno, predvidljivo in ljudje morajo vanj neomajno zaupati. Argumentacija teče v smeri, da se z ukinitvijo tradicionalnega uradnega lista in nejasnostmi okoli novega portala to zaupanje ruši. Če človek ne ve več z gotovostjo, kje so originalni predpisi, kdo institucionalno jamči za njihovo verodostojnost, potem pravna varnost postane le prazna fraza. In če mehanizem temelji na zakonu, ki naj bi bil v nasprotju s 15. in 40. členom ustave, so vsi novi zakoni obremenjeni s protiustavnostjo. Ne zaradi vsebine, ampak zaradi nezakonitega postopka objave. Temu tekst pravi legislativno samouničenje. Ta koncept pa nas pripelje še do tistega dramatičnega zaključka samega Vira. Analiza v eseju se v zadnjem delu osredotoči na javen dogodek, ki se je zgodil 2. marca. Na spletni strani privatiziranega podjetja se je tistega dne pojavilo uradno poslovilno pismo bivšega direktorja Denisa Stroliga. Ja? Pismo je nosilo naslov, ko se zgodba zaključi, zapuščina ostane. Avtor eseja pa se na ta naslov odzove z izjemno ostrino. Zelo ostro.
Esej na tej točki poseže po biblijsko metaforiki, ki jo seveda razumemo izključno kot retorični prijem. Tekst odgovarja, da v tem primeru zapuščina nikakor ne ostane nedotaknjena. Po interpretaciji, ki jo beremo, je bila ta zapuščina preprosto razprodana. In to za 30 srebrnikov. Za 30 srebrnikov, ja, močna metafora. V nadaljevanju ta proces primerja celo z ultimativno izdajo domovine, z nekakšnim novodobnim judovim pojubom. Sporočilo te metafore je, da je tisti pojub, tista poteza, ki se morda v medijih zdi kot dobronamerno dejanje modernizacije, v bistvu izdaja osnovnega zaupanja. Njen glavni namen v tekstu je poudariti tisto, kar avtor dojema kot nepremostljiv prepad. Prepad med ustavno voljo ljudstva in interesi elit. Če torej potegnemo črto in nakratko povzamemo to široko sliko, na eni strani imamo prehod izdajanja državnih predpisov v digitalno dobo, stari uradni list se umakne, na sceno stopi spletni portal Pisars. Na drugi strani pa nas ta analiza opozarja, da se pod gladino skriva globoka ustavna kriza. Opozarja na odvzem moči ljudstvu in privatizacijo državnih funkcij. Vse to naj bi nas vodilo v roke države DOO, kjer zakoni postanejo zgolj enostranski splošni pogoji poslovanja. In velja pravilo, brez pogodbe ni obveze. Če to kompleksno debato ob koncu resnično povežemo s širšo sliko, to odpira prostor za razmislek o sami naravi digitalne resničnosti prava. Tradicionalno gledano je pravo vedno obstajalo v fizičnem, nespremenljivem svetu. Papir je prenesel vse, bil je zgodovinsko dokazljiv, če pa najvišji zakon odslej obstaja samo kot niz digitalnih zapisov na nekem vladnem strežniku, se odpira Pandorina skrinjica. Ker se digitalne zapise da spreminjati. Točno. Morda povsem neopazno, brez sledi o prejšnjem stanju, razen če nekdo ročno dela sliko zaslona. In še ta dokaz je danes hitro vprašljiv. Odpira se monumentalno vprašanje. Ali se s takšnim absolutnim prehodom ne spremeni sama definicija tega, kaj pravo sploh je? Kaj se zgodi z družbo, ko njen najvišji dogovor postane zgolj koda, ki jo lahko kadarkoli potiho spreminja tisti, ki ima v rokah geslo od strežnika? Vprašanje, ki zveni kot izhodišče za znanstveno-fantastični roman, a je očitno postala naša realnost. Zveni kot nočna mora za teoretika prava. Država čez noč zamenja ključavnice na virtualnih vratih do lastnih zakonov. Upam, da je ta naša današnja analiza uspešno osvetlila to temo in pokazala njene presenetljivo globoke korenine in posledice za pravno varnost vseh nas. Tema glasno vabi k nadaljnjemu raziskovanju in premisleku o tem, na kakšnih temeljih pravzaprav stoji naša družba. Do naslednje poglobljene analize in kakšne nove razburljive debate.